Spoštovani sovoditelja posveta, predsednik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik Mitja Gorenšček in ambasador Združenja Sloles Cveto Zupančič, državne svetnice in državni svetniki, poslanci in poslanke v državnem zboru, predstavniki ministrstev, združenj in zadrug ter gospodarstva, cenjeni razpravljavci, vsi, ki ste si vzeli čas in nas spremljate v dvorani ali nadaljavo, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe ter v svojem imenu nagovorim na posvetu, katerega rdeča nit je slovensko naravno bogastvo, to je les. Slovenija je les razglasila za strateški naravni vir oziroma surovino, kar je popolnoma razumljivo, glede na to, da se ponašamo z izjemno gozdnatostjo, kar 59% površine države pokriva gozd in z relativno veliko lesno zalogo. Zadnja leta država veliko pozornosti namenja tudi generični promociji lesa in njihove rabe, zavedajoč se pri tem njegove vloge in vloge gozdov na splošno pri blaženju posledic podnebnih sprememb. Lesje in izdelki iz lesa so tudi izjemno pomemben element okoljskih politik, še posebej, ko govorimo o zelenem prehodu. Pri tem Slovenija ni izjema. Tudi druge države širom sveta se vse bolj zavedajo strateške vloge lesa kot surovine, na kar nam med drugim vplivajo geopolitične spremembe in različne krize. Z zavedanjem strateškega pomena surovine pa se spreminja tudi politike, ki stremijo k zaščiti domačih virov in lastne predelovalne industrije. Skrbna izgradnja verige od drevesne mladike do končnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ima in bi tudi v Sloveniji zagotovo imela multiplikativne večplastne učinke. Naj omenim le nekatere, na prvem mestu gospodarske in okoljske. Povečana pridelava lesa bi imela poleg višje bruto domačega proizvoda vpliv tudi na zaposlovanje. Ker bi lesni izdelki nadomestili druge materiale, bi znižali proizvodne emisije CO2. Ocene kažejo, da bi ob pridelavi 3 milijonov kubičnih metrov lesa skupno prihranili okoli 7,5 milijonov ton emisij CO2, kar predstavlja skoraj 50% letnih emisij CO2 v državi, zahvaljujoč ogljiku, ki je vezan v lesenih izdelkih. In ne nazadnje, lesno-predelovalna industrija je nekoč v Sloveniji že cvetela. Surovino in znanje že imamo. Kaj je šlo torej narobe? Tako kot vsaka druga industrija, tudi lesna industrija na prvem mestu potrebuje ustrezne pogoje za konkurenčno delovanje in del teh pogojev zagotovo predstavlja kontinuiteta dobave surovine in stabilno poslovno okolje. Tako kot prehranska veriga, ki poteka od njive do mize, mora tudi gozdno-lesna veriga biti urejena tako, da so vsa tveganja med deležniki v verigi enakomerno porazdeljena. Le na tak način so vsi deležniki ustrezno motivirani in v negotovih situacijah tudi ustrezno zaščiteni. Izzivi gozdno-lesne verige so zagotovo večplastni in iskanje ustreznih rešitev zanje bo zahtevalo sodelovanje med različnimi deležniki, lastniki gozdov, tako zasebnih kot državnih, trgovcev z lesom, lesno-pridelovalnih podjetij, stroke, pa tudi javnih ustanov z področja gozdarstva in drugimi, ki so udeleženi v gozdno-lesni verigi. Morda bi veljalo za mnenje povprašati tudi strokovnjake iz drugih držav z bogato tradicijo, gospodarjenje z gozdovi in uspešno lesno industrijo. Spoštovane in spoštovani, Državni svet vedno znova rad ponudi prostor za čim širšo razpravo, saj le taka razprava omogoča, da najdemo široko sprejete rešitve. Prepričan sem, da je današnji posvet, na katerem bo izpostavljenih kar nekaj izzivov slovensko gozdno-lesne verige, korak v pravi smeri iskanja poti naprej,
pa tudi, da bo teh korakov v prihodnje še več. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim tvorno razpravo.